Dober dan. Na ta praznični dopoldan, praznik Jezusovega darovanja v Templju in pa v času, ko se slovenska kulturna scena pripravlja na praznovanje letnega državnega praznika. Februar je nasploh mesec, ko se kar posvečamo poeziji, literaturi, ljudem, ki so svojim ustvarjanjem, svojo držo, svojo poezijo, prozo pustili sled v slovenski zgodovini in o enem takih, katerega misli, ideje, delo pušča sled in bo ostalo tudi za prihodnje rodove, bomo govorili tudi danes ob predstavitvi monografije, ki je šla ob stoletnici njegovega rojstva, namreč doktorju Maksimilijanu Jezerniku. En tak uvod si bom danes privoščila, preden goste pozdravim. Že nekaj let me je namreč vznemirjala misel na zbirko Simpoziji v Rimu, ki takole nedokončana, ali pa bom rekla, ja, zdaj vemo, da je dokončana, ampak stoji lepo na mohorskih policah. Obudila bom danes knjige, ki so izšle v tej zbirki, ker so v njej pomembna imena in pomembne ideje. 26 jih je izšlo od leta 1983 do 2009. Bil je to Slomškov simpozij, Trinkov, Ivanocijev, Sedejev, Misijev, Gnidovčev, Mahničev, Jegličev simpozij, Krekov, Napotnikov, Wolfov, Kleklov, Karlinov, Einšpilerjev, Hrenov, Glavarjev, Baragov, Rožmanov, Erlihov, Grivčev, Herbeštajnov, Volkov, Ukmarjev, Torošev, Tomažičev simpozij v Rimu in zadnja knjiga je nosila ime Primoža Trubarja. Ko sem se ukvarjala z vprašanji, kaj se v Rimu dogaja z akademijo, ki je to organizirala, pa mi je na mizo prišel predlog rokopisa, izdaje, besedil, gradiv ob doktorju Jezerniku, ki mi ga je poslala njegova nečakinja, gospa Andreja Urek, in s prednjim besedilom doktorja Eda Škulja. In vznemirila me je predvsem v tistem delu, da vem, da je bil doktor Jezernik pravzaprav ustanovitelj tudi teh simpozijev, dolgoletni, tudi ustanovitelj Slovenika v Rimu oziroma njegov vodja. Tudi sama sem se imela priliko še v Rimu srečati z njim, prav v Sloveniku. In pravzaprav nekako v tem času, ko sem iskala podatke, kaj se za to akademijo dogaja, sem spostavila stik tudi z doktorjem Dejanom Packom, ker sva se o tem začela pogovarjati in je pred 2 letoma dejansko, mislim, da potekal v Ljubljani, pa simpozij o nadškofu Jožefu Pogačniku. Nekako so se nam te ideje začele zlivati v eno novo vizijo, novo perspektivo in mislim, da ne razkrijem nobene skrivnosti prehitro ali ravno pravi čas, če povem, da je v ustvarjanju oziroma tik pred tiskom prva knjiga iz zbirke Testes Temporum, Priče časov, ki jo začenjamo na novo, po vzoru simpozijev v Rimu in prva bo torej res posvečena nadškofu Pogačniku in gre prihodnji teden v tisk. Ampak jaz se bom ustavila prav na sredi med tema zbirkama, s katerima sem zdaj po teh nekaj letnih snovanjih, kako z simpozijem v Rimu, kako s to zbirko resnično pomirjena. Pred začetkom nove zbirke, torej Priče časov, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Teološko fakulteto, in ob tem, da so simpoziji v Rimu obmirovali, je prišla prav ta monografija o dr. Jezerniku, res kot ena pomiritev. Občutek imam, da je sedla v pravem času na pravo mesto. In res gre tu zahvala, velika zahvala gospe Andreji Štorman-Vrek za vašo vztrajnost, potrpežljivost, velikodušnost. In pa seveda vsem soavtorjem, ki so pri tem prispevali in osvetlili lik dr. Jezernika, ne samo kot tistega človeka, ki je bil nekako nepomembna vez z Rimom, našega tudi cerkvenega mednarodnega sodelovanja, pestrega dogajanja in pa simpozijev kot takih, ampak ga spoznamo tudi v eni plati, ki je do zdaj morda nismo toliko poznali, v njegovi povezavi skozi vsa ta leta, ko je bival v Rimu, tudi z domačo župnijo in kako so ga dojemali na domači Ponikvi.
Da vam ne vzamem zaleta, predajam besedo uredniku, dr. Dejanu Packu, ob tem pa še enkrat lep pozdrav gospe Andreji Štorman-Vrek, dr. Bogdanu Dolencu in pa dr. Grilu, ki so prav tako prispevali svoja besedila k zborniku. Izvolite, prosim. Hvala za besedo. Vse lepo pozdravljam. Ob sedaj že 101. obletnici rojstva se spominjamo trojnega doktorja znanosti Maksimiljana Jezernika. Duhovnika, teologa, filozofa, misiologa, pravnika, univerzitetnega predavatelja, rektorja Papeškega slovenskega zavoda v Rimu, voditelja tamkajšnje slovenske skupnosti, postulatorja procesa slomške beatifikacije ter velikega dobrotnika domače župnije Ponikva. Njegova nečakinja, Andreja Štorman-Vrek, je že pred leti začela zbirati in urejati gradivo o znamenitem stricu, ki ga v nedavno izdani monografiji spoznavamo kot človeka plemenitega značaja, gorečega v služenju cerkvi, vzorne narodne zavesti in privlačne radoživosti, ki izve sam v sebi v večnem mestu ostal Rimljan s slovenskim srcem. Pričujoča knjiga obsega 5 sklopov. Prvi predstavi je Jezernikov rojstni kraj, rodbino in župnijo, njegovo šolanje in odnose z domačimi. Drugi sklop obsega Jezernikov osebni dnevnik za obdobje od septembra 1941 do oktobra 1945. V tretjem sklopu so objavljena Jezernikova pisma domačim. V četrtem je prispevku magistra Romana Starca osvetljeno Jezernikovo poklicno udejstvovanje. V zadnjem, 5. sklopu so zbrani spominski zapisi na doktorja Jezernika. V glavnem so jih prispevali nekdanji gojenci Slovenika, od katerih sta 2 gosta današnje literarne matineje. Cenjene goste, lepo pozdravljam. Maksimilijan Jezernik je polnih 70 let živel in deloval v Rimu. Gospa Andreja, skrb vsem, kar je doktor Jezernik dosegal v službi vesoljne cerkve, sploh govoriti in pisati o njegovem rojstnem kraju, domači župniji in rodbini. Na to vprašanje je mogoče najbolje odgovoril kar sam, ko je v knjigi o Ponikvi zapisal, citiram: "Kljub oddaljenosti od domovine je njegovo srce ostalo na Ponikvi, kamor je skoraj vsako leto prihajal in se ni ustrašil ne pustih njiv, ne planote, še manj pa hribovske duše." Med Savinjsko dolino na eni strani in Šaleško kotlino na drugi se razprostira gričevje, ki se imenuje Ponkoška planota. In sredi te planote je vas, Gornja Ponikva, pri Žalcu, kjer se je Maksimilijan Jezernik rodil. Takrat so v tistem času Savinjčani prebivalce te planote imenovali kar hribovci. Zato ta beseda v citatu. In dejansko je bilo življenje na Ponkoški planoti v tistem času zelo težko. Veliko je bilo ročnega dela, pomanjkanje vode, ilovnata zemlja, ceste so bile skoraj nemogoče, da ne naštevam naprej. Ampak bolj kot to, se mi zdi zelo pomembno, da so bili ljudje povezani med sabo. Znali so si pomagati, skupaj so gradili šolo, skupaj so zgradili novo cerkev, skupaj so se veselili, skupaj so praznovali, pa tudi kakšno kdaj ušpičili. V tistem času, če se postavimo približno 100 let nazaj, je na tem področju, kjer je živelo okrog 750 ljudi, delovalo več kot 10 društev, aktivno delovalo. Bile so bratovščine verske, redovi, imeli so knjižnico, imeli so več pevskih zborov, skoraj vsaka vas je imela svoj tamburaški sestav, imeli so gledališko skupino oziroma dramsko skupino. In v zapisih sem našla, da v tistem času skoraj ni bilo tedna, recimo po zimi, ker ni bilo to kmečkega dela, da ne bi imeli ali bralskega večera, ali oprizorili kakšno igro, ali imeli glasbeni nastop in tako naprej.
vse to sta v glavnem povezovala cerkev in šola. In tukaj moram posebej poudariti dolgoletnega župnika, gospoda monsinjorja Ivana Goriška, ki je na Jezernikovega fanta zelo močen vpliv naredil in ga kasneje tudi v študiju močno podpiral. In pa šolske učitelje, zlasti bi izpostavila nadučitelja Josipa Križmana, očeta kasnejšega mariborskega rektorja univerze in župana Alojza Križmana, ki je naredil v 30 letih oziroma spodbudil pravi razcvet kulturnega in društvenega življenja na Ponikvi. Zdaj, Kresnikovi, kakor so se po domače imenovali v družini, kjer je bil rojen Maksimilijan, oni so bili v tem udejstvovanju zelo aktivni. Oče je bil recimo 50 let cerkveni ključar. V obdobju med obema vojnama je bil skoraj ves čas načelnik krajevnega šolskega sveta. Torej z župnijo, z cerkvijo in šolo zelo povezan. In v to se je vključevala tudi družina. In v Kresnikovi so recimo, ne samo da so tukaj vse sodelovali, oni so redno brali knjige, imeli so Mohorjevo zbirko, v hišo so prihajali 3 časopisi, kar je bilo za to področje takrat kar zelo veliko. Mene posebej se mi zdelo zanimivo, ko sem prebrala, da je pred drugo svetovno vojno učiteljica Angela Susman hodila k Kresnikovim na njivo, ko so domači okopavali, je ona zraven brala knjige na glas, da so vsi slišali. In v takem okolju je mladi Kresnikov fant živel in njega so vzgajali za kmeta. Bil je določen, da bo nasledil očetovo kmetijo in kmečka dela je celo življenje kasneje tudi rad opravljal. On ni želel študirati naprej. Proti svoji volji je šel, ker so drugi o tem odločali, ampak ko je bil v Rimu, on je ostal povezan z domačim krajem, z domačo župnijo ves čas. Kasneje, ko je pa po 60. letu, po letu 1960, lahko prihajal že v Slovenijo, je za domačo župnijo zelo skrbel. Predvsem za farane, ki jih je združeval, vsako leto jih je obiskoval po vseh vaseh, se z njimi pogovarjal, družil, prepeval, jih bodril in tako naprej. In več kot 30 let jih je vsako leto avgusta peljal na izlet. Tako kot je maja rimske Slovence vodil na izlete, je avgusta, ko je prišel na počitnice domov, domačo faro, domače župljane vozil na izlete po Sloveniji in zamejstvu, da so spoznali svojo domovino in okolico. Ne samo to, da ne bom predolga, kot največji dobrotnik je pomagal obnoviti in zgraditi župnijsko središče. Od leta 60 do konca stoletja so obnovili župnišče, obnovili so cerkev, po njegovi zaslugi so uredili etnološki muzej, da bi ohranil dediščino svojih staršev, svojih prednikov, zgradili nov Slomškov dom z dvorano, kjer so razne prireditve in tako naprej. Dovolite mi samo pod vprašanje. Katere so bile vrednote pridobljene doma, ki jih je Jezernik ponesel s sabo v svet in so bile smerokaz in vodilo na življenjski poti? Po mojem globokem prepričanju nedvomno 2, 3. V prvi vrsti globoka vera. Družina je bila zelo verna in v takem verskem vzdušju je on od malega živel, s tem rastel. Tukaj bi imela po mojem mnenju večjo vlogo mama njegova. Oče pa je vsekakor
jezernika vzgajal v delovnosti, v vztrajnosti, v pokončnosti. In to so bile njegove vrline skozi celo življenje. Mogoče tako. Hvala. Profesor Dolenc, spominski zapis, ki ste prispevali za knjigo, nosi naslov V Rim je ponesel košček Slovenije. Na kakšen način je dr. Jezernik uspel ta zahteven podvig? Najprej imam lepe, pristne spomine na monsignorja Jezernika na temelju polletnega bivanja v Sloveniku. Potem sem se preselil v nemški zavod Tevtonik, ampak tega pol leta so bili intenzivni meseci, kjer sem spoznal kar od blizu, kako je živel in dihal monsignor Jezernik, in pri njem je mogoče zelo v ospredju njegovo domoljubje. Menim, da obstajata dve vrsti domoljubja. Domoljubje človeka, ki je svojo domovino, ki jo, kakor jo mi svojo domovino imamo, kot nekaj samoumevnega, uživamo. Čisto drugačno pa je domoljubje ljudi, ki jim je bila domovina odvzeta, vsaj začasno, ukradena, odtujena, kot velja za mnoge Slovence, ki so živeli in še danes živijo po svetu, in je tudi zanj to veljalo. Kot mlad fant je prišel v Rim in tam ostal. In zato, kadarkoli je nanesla beseda na Slovenijo, na to, kar se tu dogaja, posebej v prelomnih letih, začetku 90-ih, konec 80-ih, takrat so se zasvetile njegove oči. In zato je tudi Slovenik dihal slovensko, v vseh prvinah, v vsem vzdušju, v vseh umetniških delih, ki so tam ohranjena, in obenem rimsko. Torej, tako da je ostal ta zavod in je bil vse skozi nekako zvest svojemu imenu, namreč bil je slovenski in papeški. Ker Jezernik je prav v tej povezavi teh dveh prvin, teh dveh akcentov videl pravo načelo in formulo za prihodnost Slovenije. Vemo, kakšno vlogo je imel tudi Vatikan pri priznavanju slovenske neodvisnosti. Poskrbel je, da so Slovenik umetniško opremili in okrasili slovenski umetniki. In to predvsem iz izseljenstva, tudi tu iz domovine, ampak tam je ostal glas in izraz ljudi, ki živijo po svetu. Potem sem pri njem občudoval njegov nepoboljšljiv optimizem, ker je vedno verjel v dobro, ki je v vsakem človeku, in ga je skušal nekako poudariti, tisto dobro jedro in zlasti dobroto Slovencev po svetu, njihovo domoljubje, kot sem omenil. Potem bil človek komunikacije, čeprav takrat še daleč komunikacija ni potekala v taki obliki kot danes, ampak je imel na voljo pisano besedo, pisma, in en star obrabljen telefon, ki je neprestano zvonil v njegovi pisarni in prek katerega je bil v stiku z vsem svetom, pa seveda tudi prek svoje pisarne, ki jo je imel na Papeški univerzi Urbaniani, kjer je vodil tisto področje za stike z podružničnimi univerzami po svetu. In končno bi rekel, odlikovala ga je gostoljubnost in hvaležnost. Pri njem so bila vrata odprta za vsakega Slovenca, ki je prišel odkoderkoli, za misionarje, za škofe iz Slovenije, za profesorje, za študente, navsezadnje tudi mene je sprejel tam
in po moje tudi preskrbel tisto začetno štipendijo. Torej, človek res velikega srca, ampak ni bil niti sledu nacionalizma, ne? On je bil hkrati svetovljan, odprt v tisto vesoljnost, katoliškost, ki je pač značilna in mora biti temeljna prvina katoliške cerkve. Hvala. Dr. Gril, med bivanjem, študijem v Rimu ste 6 let živeli v Sloveniku, zato hranite veliko spominov na rektorja Jezernika. V vašem spominskem zapisu je posebej nagovarja trditev, da študente ni spodbuja samo k študiju, temveč tudi k petju in drugim izrazom veselja. Brani vam ni niti košarke, vzel pa si tudi čas, da vas je uvajal v skrivnosti vatikanske diplomacije. Skratka, rektor Jezernik je bivanje v Sloveniku zastavil kot pripravo na vstop v areno življenja. Se strinjate s tem? Se strinjam. Lepo pozdravljam vse tam nazadnje, vidim sestro Agato Vlaga. Ona je tudi ena tistih, ki je sooblikovala Slovenik in vzdušje v njem. In res je, sem preživel 6 let v tem domu in hodil na univerzo, na predavanje, na izpite. Vmes smo si pa življenje oblikovali tako kot mladi duhovniki, ki smo prišli v Rim na študij, na poglobitev, na specializacijo. Bolj resni, kot smo bili doma, ko smo na fakultetah iskali tiste najbližje in najlažje poti, smo v Rimu dejansko študirali in to temeljito. In rektor, mi smo ga vedno klicali rektor, za nas je bil rektor. In nas je pri tem spodbujal in kar se je meni čudilo, takrat sem to za zelo pozitivno vzel, ne v smislu, da bi nas kontroliral. On nam je dejansko zelo zaupal. In smo svoje študije opravljali, poročali potem na kosilih in večerih, kako je bilo na predavanjih, kako je bilo na izpitih. Mnoge profesorje je poznal, tudi moje, in je bil vesel tega našega dela, študija, in dejansko nas je podpiral s to svojo odprtostjo in smo vedeli, on stoji za nami. Tudi za štipendije je poskrbel. In za seveda primerno vzdušje v hiši, kjer smo živeli. Pri tem smo pa seveda tudi mi zelo radi sodelovali in ta leta so bila leta resnega študija, pa tudi lepega prijateljskega življenja v krogu Slovenika, ki smo bili kot ena sama velika družina. Takrat nas je bilo 11 duhovnikov. V mojem času nas je bilo 11 duhovnikov. Danes jih je komaj toliko na ljubljanskem bogoslovcu, recimo. Takrat nas je bilo 11 duhovnikov, ki smo v Rimu študirali na različnih fakultetah, različne smeri, živeli pa seveda v Sloveniku. In v prostem času smo dejansko organizirali lepo, družabno, kulturno, prijateljsko življenje. Če je bil med nami Lojze Uran, potem veste, da smo peli. In smo imeli zbor. In ta naš zbor je pel v redu. Jaz sem pel drugi bas, poleg mene Juri Bizjak, in basa sta se slišala. Zlasti po Jurjevi zaslugi. In tako naprej. In smo potem nastopali na raznih proslavah, prireditvah, pri mašah in peli. In on je bil vesel tega našega petja, ker se je lahko postavil. To so pa Slovenikari, recimo. In dejansko je bil to neke vrste ponos in njegovo osebno zadoščenje. Potem smo to ali ono počeli in včasih tudi uspešno in je bil tega vesel. Ne vem, če bi bo naš voditelj vprašal posebej, ampak v mojem času smo imeli dvojno košarkarsko ekipo. 5 pa 5.
in smo na župnijskem dvorišču 500 metrov stran igrali košarko ob sobotah popoldne, pač kadar smo imeli čas. In tisti, ki smo bili rojeni leta 47, smo se imenovali Kristosova leta. Takrat smo bili stari 30 pa kakšno leto več. Ostali, ki so bili starejši, so bili pa stari Slovani. In skupaj smo igrali, včasih pa mi proti Italijanom. In seveda takrat je Jezernik prišel malo kukati na igrišče, kako nam gre, in ker smo bili bistveno večji od Italijanov, smo jih običajno krepko premagali. In je bil zelo vesel in je to kar pripovedoval okrog in tako naprej. No, ampak gledajte, za razumevanje njega in časa in njegovega dela, on je prišel v Rim kot ubogi študent skupaj z nekaterimi drugimi in se je bilo potrebno uveljaviti. Uveljavil se pa lahko z delom, študijem in s temi študijskimi uspehi. In on in ostali 3-4, ki so istočasno prišli, so dejansko postali pomembni ljudje v vatikanskih ustanovah, nekateri, ki pa niso postali duhovniki, pa potem vplivni ljudje v rimskem družbenem, gospodarskem, pa tudi ostalem kulturnem življenju. Se pravi, treba se je bilo uveljaviti. In Slovenik je bil za njega en dokaz, da smo Slovenci enakovredni drugim narodom, ki so imeli svoje zavode v Rimu, mogočne, severnoameriški, južnoameriški in tako naprej, Slovenci pa brez. In on je prav s tem argumentom pri škofih dosegel doma, da so podprli zamisel o ustanovitvi posebnega zavoda za Slovence. In da je škofe pomiril in potolažil, je dodal, za denar bom jaz poskrbel. In dejansko je za denar, da je ta zavod nastal, v bistvu poskrbel gospod Jezernik s pomočjo donatorjev in mecenov iz sveta. Takrat so bili pač naši izseljenci po vojni stari 40-50 let na višku svojih gospodarskih uspehov in so dejansko velikanske vsote denarja prispevali, da so kupili zemljo, da so potem se v zadnjem hipu premislili, pa zemljo prodali, pa kupili hišo, kjer Slovenik stoji, in obnovo te hiše. Vse to je bilo poravnano iz denarja, ki so ga darovali naši rojaki po svetu, in zato je gospod rektor stalno ponavljal, to je hiša vseh Slovencev, iz vsega sveta, pa tudi domačih. In približno tako smo se tudi mi počutili. V domu, kjer smo bili dobrodošli, in morda še ena misel, on nam je zaupal tudi, kar se tiče politično. Za nekatere rimske profesorje smo bili vsi malo, bi rekli, grdo slovensko, trdehtih. Malo bi bilo treba biti previden, prihajamo iz neke komunistične države, kaj pa, če nam niso kaj naročili, kaj moramo delati. In je bil v Rimu en profesor, ki se nas je izogibal, dobesedno se nas je Slovencev iz Slovenije izogibal iz strahu, da ne bi slučajno kakorkoli politično delovali proti vrednotam, ki jih on imel. In seveda, da je bil ta strah upravičen, vam povem svoj primer. Ko sem se v Kranju, kjer sem bil kaplan, poslavljal od župnije, so me potem povabili tudi na občino za odjavo in podaljšanje potnega lista. In ko sem prišel tja na šalter, je rekla, vi tovariš, vas pa čaka en tovariš v sosednji sobi. In to je pomenilo en gospod, ki je bil takrat pač pri državni varnosti, danes je še živ in je pomemben demokrat v slovenski družbi. Ampak on je meni rekel, gospod Gril, v nedeljo se je župnija od vas poslovila, da bi se pa še mi tukaj na občini radi od vas poslovili,
greste v Rim, to je pomembno, boste v Rimu živeli v Sloveniji, kot tudi to je pomembno, ampak saj veste, naša država ima veliko sovražnikov in veliko sovražnikov je tudi v Rimu in nekateri od teh sovražnikov hodijo tudi v Sloveniji. A bi nam vi kaj pomagali, da bomo našo državo ohranili? Jaz sem odgovoril, sem vedel, koliko je ura, ne? Sem rekel, dragi tovariš, mene škof pošilja v Rim študirati. In če vi želite, da še kako drugače pomagam, dajte vi na Pogačnika eno pisno vlogo in mi bo potem Pogačnik pisno napisal, ali naj tudi vam pomagam, ali samo študiram. Ko si pri državnih tovrstnih uradnikih omenil pismo, pa dopis, je bilo konec nadlegovanja. In tako je ostalo, vendar, če pa danes pogledam v arhiv Republike Slovenije, ves čas mojega študija v Rimu je bil nekdo zadolžen, da je malo pazil, kaj počenjem. Smo imeli angele varuhe, ne samo one nebeške, ampak tudi take zemeljske. To je bil svet, v katerem smo živeli in Jezernik se ga je zavedal in Slovenik je bil odprt za vse ljudi, edino ne za jugoslovanske politike. Ambasador v mojem času nikoli ni bil Slovenik. Jezernik se je pa tukaj postavil en zid in ni maral imeti stika s tistimi, ki so bili uradni predstavniki države, iz katere smo prihajali. Še nekaj, gospod Gril. Katere skrivnosti vatikanske diplomacije vam je zadev? Ker je ta velja za najboljšo na svetu, bo to koristno slišati. Ne vem, če je najboljša, to veljalo pa je za to, ne. Veljalo je to. Kaj? Delate. Ne delate. Veljalo je seveda to. In gospod Jezernik je, ko se je pač dosegel to mesto, ki ga je imel v vatikanskih ustanovah, pomembno mesto na univerzi Urbanjani, je moral iti malo skozi te šole. In kada so bili tako malo dobre volje, ali pa kada bi on dobre volje, nas je učil diplomatskega koraka. Diplomati pač hodijo en poseben način. Tako malo se zibljajo, pa ne pretirano po kmečku, levo, desno, ampak tako elegantno. In nam je to malce predvajal, mi smo se smejali, pa malce norce delali, ampak v bistvu je hotel nam dobro. V tej elitni družbi, crkveni pa tudi drugi, se pač treba nekako primerno obnašati. Potem seveda nam je včasih razlagal, kako diplomati jedo. In je seveda delajo vtis, da veliko pojedo, pa skozi neke motovilijo z vilcami noži, pa zelo malo pojedo. Pijejo, tudi skozi nazdravljajo, vendar če si pozoren na tistem kozarcu vina, je skozi enako. Samo na zdravje, pa pol požirka ali manj, pa nazaj. In na ta način diplomati preživijo trezni razne sprejeme in druge stvari, kjer bi lahko bil po 3-4 zdravicah že nažgan. Tako da je on to seveda nam pripovedoval in seveda mladi ljudje smo tako malce z nasmehom, ampak v bistvu je to. V tej visoki družbi se je pač treba bilo obnašati tako, kot za to družbo velja. To je bila ena izmed skrivnosti. No, recimo, kako se pomarančev je z vilicami in nožem, to smo se vsi naučili, zato ker nas je zabavalo, ker je bilo malce težko, ker si jo mogel držati na krožniku, pa ne si jo potem na hlače spustiti, ampak jo olupiti, potem razrezati in potem fino po koških tisto pomarančo pojesti. Ja, tudi to je en del tega, ampak običajno se tega nismo držali. Smo pa znali za vsak slučaj, če smo nas zdaj kam povabili na kakšno gala kosilo ali večerjo.
pa se vrnimo na slovenski podnevnik. Iz izrednih pisem domačim na Ponikvi vejo pozornost, skrb in ljubezen do sorodnikov in sovaščanov, zanimanje za življenje doma in na vasi, predvsem pa velika želja po ponovnem snidenju. Gospa Andreja, kaj so pisma strica Milana, kako ste jo klicali doma, pomenila njegovim sorodnikom? Ja. Leta 1941 je stric Milan zbežal iz Ponikve pred Nemci, ker bi ga mobilizirali v nemško vojsko. Šel najprej v Ljubljano, tam dokončal gimnazijo, 8-letnik, in naslednje leto odšel v Rim na študije. Kot sem že omenila, do leta 60 ni smel priti več v Slovenijo in zato so bila pisma dolgo časa praktično skoraj edina vez med domom in njim. Redno jim je pisal in vedno si je tudi želel, da mu domači pišejo. In če kdaj predolgo ni dobil pisma, je potem napisal domačim: zelo ste pridni v molčanju, in jih s tem spodbudil, da so mu malo več napisali. Se je pa sredi, obložen zelo z delom, sredi 60 let oziroma v začetku 60 let odločil, da ne bo več pisal vsakmu domačemu posebej. Imel je 10-članska družina je bila, je bilo to kar veliko pisem, ob vsem, ki je imel službenih. In se je odločil, da bo eno pismo poslal celi družini, združil vse informacije in tako je potem to pismo dejansko, ta način pisanja obdržal do konca in dejansko je to zelo povezovalo družino med sabo. Pisma so zmeraj krožile naokrog, zmeraj je bil pogovor o tem, a si prebral, kaj je rekel, kaj si mu odgovoril, ampak seveda je pa vedno pričakoval in želel, da mu vsak sam odgovori nazaj in ne da se združijo tako kot on, da dobi samo eno pismo. Je čisto premalo časa, da bi povedala vse o ljubezni, skrbi, hvaležnosti, o humorju, ki so jih bila polna ta pisma. Vedno je hotel biti v stiku z domačim, kaj se dogaja v domačem kraju, v družini in tako. Bi mogoče, če lahko, prebrala en odlomek, ki ga je iz pisma, oziroma začetek pisma, ki ga je napisal ravno na današnji dan, leta 1956. In sicer je bilo to pismo pravo presenečenje za družino ob poroki njegovega brata. Samo moja mama je vedela za to pismo, ker ji ga je poslal in so ga na poroki prebrali. Začne se pa takole. Predragi ženini nevesta, cenjeni svatje, oprostite, če si držnem prekiniti vašo svatovsko dobro razpoloženje in prosim za besedo. Ne nameravam ogreniti veselja, ampak ga šele povečati. Če bi molčal, bi manjkal bratov glas in ravno ta molk bi nosil na sebi znak tihe, morda prikrite, a zato ne manj dejanske otožnosti. Na ta način bo moje združenje z veseljem neveste in ženina, staršev obeh novoporočencev, bratov in sester, veliko bolj otipljivo. Ko pišem pismo na svečnico, je ozračje v Rimu čisto slovensko. Sneži. Se mi zdi, da sem na domačem dvorišču in gledam, kako se lovijo snežinke. Toliko malo za občutek o načinu, kako je pisal. Bi pa ob tem zdaj omenila še mogoče srečanja. Namreč vsi so zelo pogrešali druženje in so si zelo želeli, da bi se smeli spet videti. Zdaj, Maksimilijan ni smel priti v Slovenijo, so si pa prizadevali, da bi lahko starši šli recimo v Italijo, kjer bi se srečali. In ta prizadevanja so mene v pismih zelo ganila. Koliko truda so v to vložili, več let so si prizadevali, pisali so prošnje, hodili na urade, vse je bilo zaman. Vedno jih je oblast zavrnila. Tudi Maksimilijan je pošiljal garantna pisma. Zmenil se je celo s sestrami v Trstu leta 1956, ker je bil prepričan, da tokrat jim bo pa res uspelo, da bi pripravile, kjer bojo lahko pač bivali tistih par dni.
In tako jih prosi, ne bi bilo čisto v mestu, ne bi bilo majčkan ven. Pa mogoče ne pri Italijanih, ne bi bilo raj pri Slovencih, pa mogoče ne v hotelu, raj pri kakšni družini, da se bojo starši počutili čim bolj domače. In seveda tudi takrat srečanje ni uspelo. So se pa uspeli leta 1957, po 16 letih, srečati v Beli peči, oče, mama in Maksimilijan. Pa ne na podlagi svojih prošenj, ker so oblasti bile neizprosljive, ampak so Marijine sestre iz Bele peči, Slovenke, poslale garantno pismo staršem. In na osnovi tega garantnega pisma pa so oblasti dovolile, da smejo iti v Italijo. Zakaj v Belo peč? Maksimilijan je mnogo let hodil na počitnice v Belo peč, tam se je zelo dobro počutil. Pri kmetih je pomagal delati na travniku, na njivi, hodil je v hribe, bilo je veliko Slovencev tam in je predvideval, da se bodo tudi starši v takem okolju zelo dobro počutili. No in po 16 letih, ko so se srečali, je bilo, si predstavljate, srečanje zelo ganljivo in nepozabno za vse. Bom prebrala en odlomek iz pisma, ki ga je po tem srečanju pisal moji mami, svoji najmlajši sestri. Takole pravi. Od našega snidanja ostane le sladek spomin. Včasih skoraj ne verjamem, da je bilo res, da smo bili deležni tako velikega veselja. Spominsko sliko sem že obesil na steno. Čez nekaj dni bom urezal zadaj še dan, ko sem zapustil svojo rodno hišo in dan našega srečanja v Beli peči. Visi ravno pred posteljo. To pomeni, da bo moj prvi pogled počival na njej in zadnji pozdrav bo spet namenjen vam. Naj ob tem še omenim, da je Jezernikov oče bil takrat star že preko 80 let. In njegova želja je bila, ki jo je več let izražal, sam da še enkrat Milana vidim po aparatu Marija. In tako se mu je ta želja izpolnila in to je bilo dejansko zadnje srečanje. Hvala. Profesor Dolenc, prosim vas, da na kratko predstavite pomen Papuškega slovenskega zavoda v Mariboru za cerkev na Slovenskem. Prispevek magistra Starca nazorno prikaže, da je naloge in poslanstvo zavoda odločilno opredelila Jezernikova vizija Slovenika. Prvenstveno je bil seveda namenjen duhovnikom, ki so se pripravljali na magisterij in doktorat, kot je lepo opisal dr. Janez Gril. In če povzamemo, je do 2010 prebivalo tam vsaj eno leto 84 gojencev, ki so dosegli vsega skupaj 30 doktoratov, dokončali doktorate, 35 magisterijev in 3 diplome. To pomeni, da je imel Slovenik velikanski pomen za Slovensko teološko fakulteto, čeprav so bodoči profesori študirali tudi drugod, zlasti v Parizu, Innsbrucku in drugod. Potem je v Sloveniku v 80 letih nastala večja dvorana, ki je bila namenjena romarjem, pa tudi simpozijem, nadalje knjižnica, v kateri se je na Jezernikovo pobudo stekal ves slovenski tisk, ki je izhajal za mestu in ni bil dobrodošel v domovini. Torej, ali ves, ali samo iz določenega obdobja, tega ne vem, ker vemo, da tudi profesor Arneš je zbiral in zbral ogromno gradiva. Potem je tu imela dom Slovenska teološka akademija v Rimu, pri kateri je bil Jezernik soustanovitelj, 26 ali po mojem štetju 27 simpozijev o velikih osebnostih naše cerkvene zgodovine. Potem so tja prihajali zadnja leta oziroma let v 80 letih tudi skupine slovenskih duhovnikov,
na tako imenovano sobotno leto ali polletje ali nekaj mesecev, mislim, da so samo bili, torej, da so tam spoznali malo nekaj profesorjev z teh papeških univerz, kako deluje Vatikan, pa imeli pač vrsto takih predavanj, da so osvežili svoje teološko znanje. Potem je imel Slovenik velikanski pomen v skrbi za Slovence, ne, ki so živeli v Rimu in okolici. Mnogi so tja prišli v času fašizma, ne, ali pač v času vojne, ker so mnogi bili pač tudi italijanski vojaki ali pa so se Slovenke tudi poročile, kot vemo, v Rim, ne, v času fašizma, tako da je tam bilo dosti teh Slovencev, ki se niso izpostavljali, Jezernik jih je poiskal in povezal v skupnost Antona Martina Slomška. In takoj tudi začel izdajati eno tako drobno glasilo Med nami, ter organizirati vsak mesec srečanja. Vsak mesec so se na različnih prireditvah, dogodkih, družabnih, prijetnih, pa tudi izobraževalnih, navadno v Sloveniku, pa na izletih ali romanih srečevali Slovenci. Potem ta njegova ideja, da se 24. maja vsako leto, ko je praznik Marije Pomagaj, Marije Pomočnice, da se takrat povežejo v molitvi pred sliko Marije Pomagaj vsi Slovenci po vsem svetu. Zmolijo rožni venec, litanije, prižgejo svečo. To je tudi bila, mislim, kar njegova ideja. Potem že omenjena skrb za misijone, ne. On je bil zaposlen na tej misijonski univerzi, skrbel za podružnice univerze po svetu in je seveda ogromno naredil. To je bilo misijonsko središče v Rimu, Slovenik. Tam so se misionarji ustavljali, tam so dobivali podporo. On je tudi organiziral nabirke tako med rimskimi kot med rimskimi Slovenci in tudi širše. In seveda je bil to tudi dom za romarje, ne. Tam so dobili zavetje slovenski romarji, zlasti ko je bilo urejeno več teh romarskih sob, prostorov, tako da so ljudje, ki so od tuj župnij prihajali, župnijska romanja, so začutili, da imajo tam res enega zaveznika, enega gostoljubnega človeka, ki jih je vesel, se z njimi pogovarja, ki jim razkaže in s ponosom pokaže. Tudi Slovenci smo navzoči v Rimu, čeprav tako majhen narod, pa vendar imamo tam svoj zavod. Doktor Gril, ob preučevanju Jezernikova življenja se je porodila misel, da je doktor Jezernik pripadal generaciji, ki je najintenzivneje od vseh poprej in poslej živela pripadnost cerkvi in slovenstvu kot dvema enakovrednima vrednotama. To izjemno generacijo mladih slovenskih katoličanov in njeno tragično usodo simbolično predstavlja mučenec Blaženi Alojzij Brezdeje, ki je bil od Maksimilijana Jezernika zgolj leto mlajši. Pobrnimo pogled k prihodnosti. Ali lahko temeljeno upamo, da bo v slovenskem katoliškem občestvu še kdaj nastopila podobna generacija? Lahko kako pripomoremo k njenemu vzniku? Ali daje kakšen zgled in spodbudo Jezernikova življenjska zgodba? Seveda, spominjanje velikih ljudi in dogodkov iz naše zgodovine je vedno produktivno in tistim, ki se spominjamo, pomaga, da tudi sami razmišljamo v teh dimenzijah in v teh vizijah. Tako da takšna knjiga, ki smo jo danes tukaj predstavljamo, je namenjena prav temu, da se zavedamo, koga smo imeli med seboj, pa da se obenem tudi spomnimo, da sami svoj delež doprinesemo k temu dobremu vzdušju v družbi, v cerkvi in da tudi mlajše spodbudimo, da bodo šli
po tej ali po podobni poti skozi življenje. Tako da ena doba seveda ima svoje vrhove, kakšna bo vrhove ima naša doba, o tem bodo odločali tisti malo kasneje za nami, ker lastna cena, se veste, kaj pravi slovenski pregovor, ne? To pustimo zanamcem in moje osebno prepričanje je, da se bodo vedno našli ljudje, ki bodo izstopali, ki bodo neke vrste svetilnik in spodbuda za druge. To sem prepričan in sem vesel, da sem danes sodeležen pri tem dogodku. Bi morda rekel eno misel, ki se mi je danes porodila. S to knjigo, gospa direktorica, se na nek način končuje obdobje rimskih simpozijev. In da je Jezernikova knjiga zadnja, se mi zdi več kot simbolno. Sedaj pa je treba nekaj priče časa pa nadaljevati tukaj, drugod, kjerkoli že, in tako gre ta cesta naprej proti lepši prihodnosti. Upajmo. Cenjeno publiko vabim, da pred zadnjim vprašanjem gostom, oziroma po zadnjem vprašanju gostom zastavite vprašanje ali pa podelite spomine na doktorja Jezernika. Gospa Andreja, zadnje vprašanje je morda najpomembnejše in se ga prihranil za vas. Zakaj bi knjigo priporočili v branje? Oziroma, kaj lahko bralec pričakuje, da bo našel zase v tej knjigi? Ja, jaz mislim, da vsaka knjiga najde svojo pot do bralca, da ga vsakega bralca na svoj način nagovori. In verjetno bo tako tudi s to knjigo. Mogoče bi jaz podelila, kaj je mene, ne kot sorodnica, ampak kot človeka najbolj nagovorilo ali se dotaknilo v stričevih pismih domačih, v stričevem delovanju in v njegovem dnevniku. O tem smo že danes tudi nekaj rekli. V prvi vrsti bi izpostavila globoko vero. On je v tem globoko vernem okolju živel že doma in to je bilo vraščeno v njega. To je bil njegov vsakodnevni zgled v družini, v fari, med farani z župnikom. In ta vzgled je gojil vse in njegova vera je rasla. Lahko vidimo v njegovem dnevniku, kako pomembna je bila v njegovem življenju in načinu življenja in razmišljena vera. In molitev je bila tista, ki so jo doma skrbno negovali in celo življenje je tudi on se obračal na molitev in priprošnje ob vsaki svoji življenjski preizkušnji ali nalogi, ki je mogel upravljati. Druga stvar, ki me je zelo se dotaknila, je njegova ljubezen do družine. On je imel domače neizmerno rad, čeprav so bili toliko časa ločeni in čeprav je imel on v Rimu ogromno zadolžitev in dela, za to družino je vedno najdel čas. On je nekje zapisal žarišče življenja in bratske ljubezni, to je družina. In mogoče ne nazadnje, mene se je zelo dotaknila njegova vztrajnost, njegova delovnost. On je dejansko sam rekel, da mu je njegova delovnost, njegova pridnost odprla marsikatera vrata. In v življenju si je postavil, vidimo v dnevniku, zelo hmalu, v mladosti, visoke cilje. Ne samo, da jih je dosegel, močno jih je presegel v svojem življenju. Z trdim delom, z globoko vero, s humorjem, s pesnimijo in še marsičem. In jaz mislim, da so to lahko taki zgledi, ki so pomembni tudi za današnji čas. In v današnji dobi še zlasti, ko mnogokrat se zdi, kot da se za nič ne splača truditi. Mislim, da nam je lahko Jezernikovo življenje in delovanje velik zgled in spodbuda tudi v našem življenju.
Bogdan, da res. Na vrsti so vaše vprašanja. Izvolite k besedi. In izvolite mikrofon. Bom pa jaz, če lahko. Sem imel možnost leta 74 ali pa 73, ko sem bil član zbora APZ Sveta Cecilija pod vodstvom Tozorna, smo bili v Rimu in takrat sem tudi spoznal gospoda Monsignorja iz Zernika. To sem toliko, ampak mene zanima ena stvar. Nekje globoko v malih možganih imam informacijo, pa ne vem, če je točna ali pa če je pravilna, da je bil menda tudi ne predlagan, ampak želja za škofa, pa se ni uresničila po njegovi želji. On ni želel. Koliko je to res? Ali je to točno ali ni, ali je to samo neka informacija, kratko. Hvala. Torej, bom odgovoril, da sem tudi jaz nekaj slišal na to temo. Verjetno, da ko je bilo vprašanje mariborskega škofa, da je bil on med enim izborom kandidatov prav gotovo, ali so ga dejansko vprašali ali ne, tega ne vem. In tudi, če so ga, je verjetno odgovoril, da ima v Rimu pač takšno delo in takšno mesto, da bi ga bilo škoda zapustiti komorkoli in oditi recimo v Maribor in da lahko več naredi kot pomemben člen vatikanske uprave, kot pa škof v Mariboru ali kjerkoli drugod. Tako se mi dozdeva, 100% pa tega ne vem. To razlago bi še jaz dopolnil. V arhivu Slovenske verske komisije sem našel dokument, kjer je Jezernik, vse v očih oblasti, se je kazal kot možen kandidat za Pogačnikovega naslednika. In so preventivno sporočili Svetemu sedežu, da je ta kandidat za njih nesprejemljiv. Tudi jaz sem imel priložnost, da gospoda Jezernika srečam, ko sem se udeleževal rimskih simpozijev. Ena od stvari, ki je name napravila najgloblji vtis, je bila, da je izjemno cenil izobrazbo in znanje. In zato vse ti številni koraki, ki jih on v Rimu naredil, so bili prav zato, da je drugim omogočil študij in pa hkrati podpiral znanost in raziskovanje. Zanimivost je, da recimo on je bil eden tistih 8 študentov, ki so leta 42, nekaj že 41 šli v Rim, za katere je dal štipendijo papež Pij XII. Ko je škof Rožman poslal obsežno poročilo o stanju na področju lavantinske škofije, potem ko so jo zasedli nacisti, je potem papež Pij med drugim tudi rekel, da sprejme v Rim 8 študentov iz lavantinske škofije in da jih bo on štipendiral. Tudi bil eden od teh študentov, ki so potem imeli možnost, da so se izobrazili in večina od njih je potem tudi v Rimu ostala. No, dva vidika, ki jih on, kako sem se razumel, zelo poudarjal in želel, da bi Slovenik in Slovenska teološka akademija bila tudi v Rimu priznana strani drugih ustanov, je bilo prav to organiziranje rimskih simpozijev, kar je dr. Gril že omenjal. To je bilo vsako leto, za teden dni se je zbrala skupina ljudi iz Slovenije, ki so potem razpravljali o enem človeku, ki je bil pomemben v zgodovini. Kot rezultat tega je potem vsako leto, oziroma naslednje leto, išel zbornik in ta zbornik je potem bil razdeljen vsem možnim ustanovam po Rimu in po svetu, da so videli na ta način delo Slovenske teološke akademije v Rimu. Da neka ustanova deluje, mora neke sadove pokazati, ne samo projekte prijavljati, kot je v Sloveniji primer. Mora biti tudi neki sadovi. No in to je monsignor Jezernik skrbel, da se je to vsako leto zgodilo
poskrbel tudi za kritje stroškov in za gostoljubnost tisti, ki smo bili potem v Rimu teden dni. To je bilo njegovo veliko delo, ki je z njim potem nekako usaknilo, ko so moči pošle. In drugo, kar je bila njegova pobuda ali bil med podbudniki, da smo v Sloveniji začeli izdajati vire o zgodovini cerkve in krščanstva na Slovenskem. In sicer se je takrat potem rodila zbirka Acta Ecclesiastica Slovenije. On je prvi zvezek, ali drugi zvezek, mislim, da je njegov, eden, ki je zbral vse dokumente o Frederiku Baragi po vseh možnih arhivih, zlasti v Ameriki, je tam tudi raziskoval, delal in je potem pripravil za objavo. In hkrati je potem skrbel vsako leto, da je ta nova številka išla. Zato vse od tistega časa, mislim, da je leta 1978 išel prvi letnik, vsako leto izide en zvezek. To je njegova pomembna zasluga in tudi na ta način podprl, da je vsako leto naročil 200 izvodov, ki jih je potem razdelil različnim rimskim knjižnicam, inštitutom in po svetu tudi, ne samo v Rimu. Tudi na ta način je zopet bila Slovenska teološka akademija, poleg inštituta za zgodovino cerkve, navzoča v vseh pomembnih rimskih ustanovah in knjižnicah in arhivih in podobno. Si lahko predstavljate, kaj za urednika pomeni, da je prodanih takoj 200 izvodov, pa za izdajatelja. Ne? In to je bil njegov način, da je podprl, da je ta publikacija izhajala, kot sem dejal, vsa leta in on se vsako leto z zanimanjem sodeloval, predstavljal in potem gostje ugledni, ki so prišli v Sloveniji, so potem bili deležni tega daru, bodisi rimskih simpozijev ali pa Acta Ecclesiastica Slovenije. Tako da, poleg, kot sem omenil prej, podpiranja študentov, je tudi sam sodeloval in podpiral to raziskovalno delo. In Slovenik naj bi bil sedež tudi tej vrste dejavnosti v Rimu, kjer bi imeli znanstveniki možnost bivanja in raziskovanja, kajti pričan sem, da za slovensko zgodovino, tudi cerkveno in tudi splošno, je vsaj tako pomemben, kot je Dunaj, je pomemben tudi Rim. Samo da seveda ni takšno mesto dobil v slovenskim znanstvenem okrožju, kot recimo Dunaj, in zato postal bolj samo problem cerkve na Slovenskem, ne pa slovenske države in slovenske družbe. Se želi še kdo priglasiti k besedi? Ne, potem pa dovolite, da zaključim. Cenjenim gostom se zahvaljujem za poglobljene in tudi iskrive odgovore, zvanem občinstvu za pozornost in za aktivnost oblikovanja dogodka. Vabim vas k nakupu in prebiranju knjige Rimljan s slovenskim srcem ter k zvestobi dobri slovenski knjigi, katere zatočišče ostaja celjska Mohorjeva družba. Hvala in nasvidenja.